Ko sva že ravno pred tem, na začetku ste omenili, da ste raziskovalec in enkrat ste tudi povedali oboževalec komedij dell'arte. In si tudi predstavljam, da ste in še vedno o komediji dell'arte veliko berete, se izobražujete. Kje ste našli največ koristnih informacij morda z tega področja? Tako je. Komedija dell'arte je samo obdobje par sto let od, recimo, prvi tak zapis skupine komedija dell'arte je iz leta 1524, notarski zapis skupine, ki je naredila pogodbo. 8 moških je bilo, takrat so še moški igrali tudi ženske. To se kasneje v Benetkah spremenilo, ko so kurtizane začele za zabavo svojih strank, ne rečem lepše, organizirali svoje majhne skupine in z teh se potem počasi tudi prvi profesionalne gledališke skupine v privatnem lastnini tistih kurtizan so se ustanovile. Največ dobim iz same prakse. Bi lahko rekel, da nisem se najprej jaz začel zanimati za komedijo dell'arte, so komedije dell'arte začele zanimati zame. Žlijezla mi je nekako in se začel poiskati, čakaj, tu nekje sem že videl, nekje sem že poznal, nekaj mora biti pred tem, kar sem se jaz tega lotil, ker nisem jaz taki, da sem neki, in sem začel iskati po zgodovini in seveda sem našel to. Je pa seveda praksa pol tista, ki ti pove, kaj iskati, kje, kako. Zdaj, ko govorimo o komediji dell'arte, bi rad razčistil prej, ko gremo naprej, ne govorim samo o tej komediji z maskami, z temi nosovi, nimam nobene maske, skratka, tiste usnjene maske, ki poznamo, Arlekino, Pantalone in to, ampak je v bistvu princip, ki se kaže, ki je bil že prej, recimo, če gledamo v grških Atelanah ali pa pri rimskih mimosih, kjer so igralci bosonogi, so jim rekli, ki so po trgih igrali in z močno gestikulacijo, kar je značilna recimo za komedijo dell'arte. In potem je seveda najbolj se razvila takrat od 16. stoletja, pa konc je bilo v bistvu z Goldonijem, njegovo reformo, ampak tradicija, kako bi rekel, te vpliv komedije dell'arte pa gre še naprej. So musicali, so vodevili, je cirkus, so vse te obrobne oblike gledališča, ki tudi vstopa noter v klasično gledališče, ki ga poznamo dan danes, in to je, jaz jemljem pod komedijo dell'arte, ne samo ozko tisti moment. Se pravi, en princip delnega gledališča, ko tekst dostikrat nastaja sproti. Ampak ne tako, kot si predstavljamo, da se vse pač improvizira na samem odru takrat, je v bistvu gledališče brez teksta, kar je dan grozno moderno, ampak seveda dosti bolj narejeno na znanju, na obrti, na tem, da je človek vse življenje, desetletja pilil eno vlogo, Arlekina, Pantalona, Dottoreja, Zanija, kapitan Matamoros, mislim, skratka, fiksne vloge, ki so imeli svoje dialoge, svoje monologe, svoje spovedi, svoje fraze, in ko si postavil skupaj, je samo zaigralo. In je prišlo do Kanovača, do tekstov, do predstav, ki so seveda bile tam, takrat, v tisti moment, ampak vedno je improvizacija v tej obliki gledališča najbolj naštudiran del predstav.